Spoštovane obiskovalke in cenjeni obiskovalci, prisrčno dobrodošli na dogodku, ki ga bomo posvetili otroškim knjigam. V zadnjem času je letošnjo bero knjig naše založbe obogatilo kar nekaj knjig za otroke, ki so prav vsaka svet zase. Obema urednicama, ki sva danes z vami, je v veliko veselje, da lahko o novostih spregovoriva z avtorjema, doktorjem Matijo Naredom in Juanom Juvančičem, ilustratorko Evo Štanta, Margon Štanta ter prevajalko Vesno Velko Vrh-Bokelico. Ta raznolika družba priča o tem, koliko talentov združuje knjižno delo za otroke in kako je prav vsak v mozaiku tega dela nepogrešljiv in neprecenljiv. Cenjeni gostje, prisrčno pozdravljeni med nami in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Gospod Juan Juvančič, začela bi z vami. Pred nami je strip Mali vitez in Butalci. Lahko poveva, da je to drugi v zbirki Mali vitez. Ja. Potem bova tudi še povedala, da jih nekaj še tudi sledi. Ne preveč, ampak samo toliko za navdušence. Prejšnji je, torej prvi del je izšel preteklo leto, zdaj pa lahko pozdravimo Malega viteza med Butalci. Pa me zanima, kako to, da ste se odločili tega nadobudnega viteza postaviti med Butalce? Ja, prišla je knjiga in sem začel brati Butalci, stara knjiga, ne vem, koliko let ima že ta knjiga. In začnem brati, se bi pa res fajn, so take trapaste stvari noter. Jaz sem malo trapast, sem rekel, ja, zdaj bo pa nekaj narediti, ampak ne iz knjige. Ampak Butalce bom povzel in ta vas bo v Butalcih. Tako da mora ta naš lik pride do Butalcih in dobro, ko sem se začel te traparije pisati, mislim, da so za smeh, ne. In veliko idej je bilo za to, da, ne vem, bi imeli že 100 strani, da ne stripa, pa jih smo rekli dosti. Dajmo končati tukaj. In to je to. Mi je bilo zelo všeč ta tema. In Mali vitez ima to stvar, da so slovenski liki noter. In veliko likov, kot otroci, ne vem, če poznajo zdaj, ja, ne. Naslednje bom kar povedal, bo Mladi Krpan. In da tudi vejo, kako je bil ta Krpan, ampak tukaj je fant, tukaj so otroci. Mladi vitez je otrok, Zmajček je tudi otrok, so vsi otroci. Tako da mislim, da za otroke je zanimivo, ne? Da malo vejo tudi naše zgodbe, stare ljudske zgodbe. Torej na ta način jim nekako našo tradicijo približate, ne, skozi smešno zgodbo. Nam poveste še to, kako težko ali lahko pa je bilo vse te traparije spraviti na papir in v strip? Ne, ni bilo težko. To jaz najbolj rad delam, ne. Mi je všeč risati, ampak tudi pisati, ne. Kada se zmišljujemo te stvari, ni kar tako, da začnem risati in kar nekaj naredim, ne. To že prej vse vem, kaj bo naredil. Sprot pa nekaj bi pride v glavo in zamenjam stvari, ne. Ja, to bi pa boljše. To si dogaja. Ampak, ne, luštni za me. Kako pa to, da ste izbrali strip, že od vsega začetka ustvarjate stripe, kaj ne? Kje vidite prednost tega žanra? Zakaj ravno strip? Kaj vam je tako všeč pri njem? Ja, v Argentini sem bil v univerzi, smo delali eno revijo, jaz sem pa stripe noter risal, ne. In so bili smešni, ste bili tudi narisani profesori noter. Smo imeli problem s tem, ampak pol je bilo vse v redu. In mi je bilo zelo všeč to delati. Sem rekel, to je moje, to moram jaz na en način prodajati. Tako da strip odčel, sem bil čisto mlad, sem dosti stripov bral. Mama je zmeraj kaj kupila, kakšen strip, kakšno knjigo tudi. Zelo so rad bral in tako. In tudi to je, ki mama, ona je tudi umetnica, ne, mi je risala stripe, je govorila kakšno, se izmišljevala, ne, kakšno zgodbico in je risala, ne, to. In to že čisto od majhnega mi je ostalo, ne. Jaz sem dan bom tudi to delal, ne.
tako pride. Nam lahko poveste še, kako to ustvarjanje poteka? Najprej napišete besedilo, najprej narišete, kako si zamislite? To me je vedno zanimalo, pa sem prepričana, da se še kdo sprašuje. Ja, prva stvar je, da imam ta lik, ki bom dal noter. Pa zgodba je pa tako. Mislim, da vedno imam konec v glavu. Ja, imam konec. Dobro, konec imam. Zdaj imam pa začetek. Začetek je lahko narisati. Zdaj, tisti, ki je pa vmes, je pa zdaj bom pa nekaj začeti pisati. In moj sin, ki barva stripe, ima tudi veliko domišljijo in večkrat se usedeva skupaj, ta brainstorming naredimo in pridejo dobre ideje. Dajmo to, pa se skup naredimo, ker mora biti pa na nit. Če ste prebrali, boste prebrali, ima nit, kako se začne in kako konča. Če ne gre. Ker nekaj ne moš napisati, zgodba mora biti. Tako da, prva stvar je, kakšna bo zgodba, kaj bomo napisali, pa začnem risati. In to gre pa kar lahko, je kar hitro, ja. Ker nimam nobenega avtorja, da bi mi rekel, to moč zamenjati, pol pa gre, to je lepo, naprej. Torej, Krpan je že v nastajanju? Ja, Mladi Krpan zdaj sem že začel osnutek. Imam pa še četrt osnutek, da več poveva, ne? Mogoče nam nekdo. Je? Nekdo lahko, ja. Poveva, ne? Poveva. Bodo pa koliščeni, mali vitez in koliščeni. In zdaj pa ta problem, pa bo bez zgodbe v glavu, ne? Pa me pa uda pride, da prej, to je fajn, to naredim. In tako naprej. Dobro, Krpan bo. Zakratko pa ne. Odlična ideja. Kratka, vse male radovedne bralce lepo vabimo, da sledijo našemu programu, da bodo pravočasno izvedeli, kdaj pride Krpan skupaj z vitezom. Zdaj pa besedo predajam tebi, Barbara. Hvala lepa. Ja, otroke vseh starosti je pred kratkim razveselila domiselna knjiga z naslovom Pravljična dežela izpod peresa pisatelja dr. Matije Nareda in spretnega svinčnika ilustratorke Eve Margon-Štanta. V pravljični deželi, ki se razprostira na jasah gozdička, domujejo pravljični zajčki, veveričje kraljične, ptički, črički, sove, palčki in medved, ki neutrudno lovi navihanega škrata vodnika Karamuzo, se si je privoščil okano na njegov račun. Gospod Nared, nam poveste kaj več o tej čarobni deželi in o tem, kako je nastajala pravzaprav v vaših mislih in kasneje na papirju? Lepo zdrav. Se pravi, najprej so bile pesmice. Ki so nastaje kar dolgo, ni bilo to narejeno v enem dnevu. Malce hitrejše se je to začelo dogajati, ko sem dobil otroke in predvsem je navdušilo to, da je moja hčerka Vita, tamle je, se vse pesmice, ki sem jih napisal, takoj naučila in sem dobil tudi sam zagon in zalet, da je šlo to vsaj malce hitreje čez. Drugače se pa v osnovi so bile najprej napisane vse pesmice, ker sem pa pogruntil, da je dobra ideja, če jim dodam še pravljice, ker lahko pesmicam dodam posebno sočnost, ki jih lahko razširim, ki jih lahko poustvarim na več nijans. Pesmica je pač ena z dodatnimi besedami, dobiš dodatno izrazno moč, kar se mi zdi tukaj, da je to tudi pet do izraza in tako sem vsem pesmicam dodal pravljice. Na koncu sem pa vse te pravljice povezal s škratom Karamuzo, ki je pač ena okvirna zgodba, da vse tako različne pesmice in pravljice poveže v eno enoto. Meni se je to zdela ena povezana enota, da lahko nastane na tak način, kot pač je. Tako da... Hvala lepa. Malce ste že povedali, pa vendarle,
Odkot ste črpali navdih, kaj vas je spodbudilo k temu, posvetili ste rekli svojim otrokom, je tako? Odkot ste sploh črpali navdih, da so nastale te pesmice, ne, v taki obliki in na ta način in z tem slogom pisanja? Ja, jaz ne vem. Ne vem. Se pravi, je pač ena osnovna ideja, ki si jo da dobiti, si jo pač napiše v obliki pesmice. Če zapreš oči, vidiš veverico, ki gre po opravkih in ji pač daš podobo, ime in kaj počne, da ne luta po gozdu sam, ker drugače se lahko izgubi. Pač to je ena iskra, ki jo dobiš in ki jo potem v besedi. Se ni tako lahko, saj včasih vzame dlje časa. Včasih potrebuješ prijatelja Branko, da kaj popravi. Predvsem pa popravi gospa Ivanka, lektorica. Tako da to se počasi kleše. Se pravi, meni je bilo največjo spodbudo to, da ko sem jaz napisal pesmico, prvo verzijo sem poslal hčerki, ona jo znala v pol uri na pamet. Vsemi napakami v letnismih napisal. Tako da in sem bil za naprej tudi vesel. Imaš določeno idejo, ki jo imaš, ki se ti zdi, da je prijetna in lepa, da ima dajmo reči temu narekovaji v ozadju tudi kakšno basen, kakšno sporočilo, se pač v besedi. Potem pa, kot sem rekel, prvo so pesmice, pravljice ni težko narediti, če imaš pač eno zgodbo. Hvala. Pravljica je res tako zelo zanimiva, navihana, vleče vas skozi v neki napetosti, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo. Pa bi vas morda prosila, oziroma najprej vprašala je, katera izmed pesmic vam posebej ljuba, ali bi vse postavili na enako mesto, pa bi vas prosila, če morda lahko nam eno preberete. Jaz sem sicer zdaj odprla tukaj pri teh porednih stovicah, mogoče pa je vam katera druga bolj ljuba. Ne, meni so vse pesmice ljube, ker če ne bi bile jih nek napisal. Tako da bi rekel, da je kakšna boljša, kakšna slabša, ene so boljše, ene so slabše, sam jaz ne bom glede tega sodil. Ti dve sovi sta pač mojih hčerki v prenesenem pomenu in zato ne potrebujete veliko znanosti, da ugotovite kaj takega. Tako pač je. Meni se zdi, da je, s tem, da bi, sem pa še tole, ko je gospa Ivanka rekla, da je to tudi obenem, ne vem, če je rekla spomenik, ampak nekaj takega, slovenski dvojini. Tukaj to pride do izraza. A lahko jaz brez mikrofona? Dve sovi, sovici mali, sta skupaj na hrastu živeli. Podnevi na veji sta spali, po noči pa družno leteli. A sovic bi dejali, niso lepo vzgojili, vsem sta nagajali, če sta le utegnili. Otroke sta strašili, ko bi radi spali in svoj huhu tulili, da vsi so se ju bali. Zajčku uhlje velike sta smolo namazali, potem pa brez olike v obraz se mu smejali. Medvedu, ko je spal, sta na uho zavpili, a ko je revež vstal, sta urno pobegnili. Vsem pa brez razlike, ki sta jim nagajali, kazali sta jezike in jih zasmehovali. Nekoč pa, oj presneto, saj ni da bi verjeli, ukradli sta raketo, na luno odleteli. Krasno, hvala lepa. Pravljično deželo krasijo ljubke in čutne ilustracije, ilustratorke z izjemnim občutkom za detajle Eve Margon Štanta, ki nas ponesejo v svet pravljičnih bitij. Gospa Eva, omenili ste mi, da zelo radi delate z barvami, tako ali drugače. Predstavljam si, da so barve ilustratorjeve najboljše prijateljice.
Je bil torej ilustrirati pravljično deželo v črno-belih odtenkih velik izziv za vas? Ste jo v branju videli v mnogoterih barvah? Ja, v bistvu, ko smo se s Tanjo na začetku pogovarjali o ilustracijah in je rekla, da naj bodo to črno-bele ilustracije, sem imela kar malo dvomov, kako bo to zdaj, ker sem res navajena v barvo in rada delam z barvami. Že olinorezo, s katerim se drugače dosta ukvarjam, je zelo znan kot neka črno-bela tehnika, jaz vedno vključim barve. In pač priznam, da mi je bilo malo, nisem vedela, kako bo, ampak pol sem nekako z senčanjem sem našla ta način, da sem dobila v bistvu to mehkobo, ki jo ponovadi z barvami in z odtenki barvnimi dobim. Tako da sem se našla, mislim, je bilo uspešno. Hvala. Sicer preveč o zgodbi mladim bralcem ne smemo izdati, a toliko le lahko povemo, da imajo živali v tej deželi nenavadno moč in sicer, da lahko govorijo. Kako ste to njihovo lastnost prikazali skozi ilustracijo? Je bilo to težko? Ja, glede na to, da so ta pravljična bitja imela te človeške lastnosti, da so govorila in hodila in podobne stvari, se ukvarjala s telovadbo, sem se odločila, da jim dodam vsaki po kak kos oblačila, recimo zajček je imel majčko, medved pulover, čeriček klobuk, miška dežne škornje, da je bila ta človeška nota noter v vsakem bitju. Kot vsaka prava dežela ima tudi pravljična dežela svoj zemljevid, da se v branju knjige v njej lažje znajdete in tudi ta je vaše delo. Kako ste se ga sploh lotili in ali ste uživali v njem? Ker to je bil tudi kar en izziv prikazati vse na 2 straneh, je tako? Ja, sigurno je bil izziv. Sicer moram reči, da jaz kar rada ustvarjam neke zemljevide, razne ilustrirane, slikovne. Sem šla v bistvu kar po besedilu od gospoda Matije po vseh krajih, kot so si sledili v zgodbah in sem jih nekako poskusila po vrsti predstaviti, med njimi se vije ta cestica, po kateri se pač obiskovalci pravljične dežele sprehajajo. Ena reka teče skozi njo, šla sem pač res skozi te kraje, vključila sem še pisavo, ki je po navdihu iz nekih antičnih pisav, da ima malo bolj tak skrivnostno pravljičen pridih, rečemo temu, sem pa kar uživala. Krasno. Še eno vprašanje, v bistvu pravzaprav, ko knjigo vzamemo v roke, nas očarajo te res lepe, žive barve, detajli. Vam je bilo ustvarjanje v bistvu opreme oziroma platnic bolj ljubo, glede na to, da ste tukaj pa smeli uporabiti barve in da ste pravzaprav lahko ustvarjali v svojem navdihu? Ja, prvi odgovor bi bil verjetno ja, ampak ker so bile vse ilustracije črno-bele, sem potrebovala kar nekaj časa, da sem odkrila način, kako bom pa jaz to zdaj z barvami, da bo vseeno imelo neko koherentno celoto, da ne bo pač toliko izstopala sama platnica od ilustracije v notranjosti. Zato sem se pač tudi odločila za barvice, ki so pač kot najbližje svinčniku. Pol je pa steklo, ko je bilo orodje izbrano. Hvala lepa, predajam Meta tebi spet. No, s čudovitimi ilustracijami pa se ponaša tudi slikanica Snežne sanje, ki je že poleti išla s mislijo na nežne zimske večere in božično idilo. Slikanica je delo pisateljice in ilustratorke Sibylle Delacroix,
Zasluga za to, da jo lahko beremo v slovenskem jeziku, pa gre izjemni prevajalki, gospe Vesni Velkov-Brh, Vukilica. Gospa Vesna, če se navežem na to, kar smo zdaj povedali, kar je gospa Eva povedala o ilustracijah in ustvarjanju leteh, kako pomembne pa so za prevajalca, so lahko nekakšen kompas, ko greš za nežne pomenske odtenke. Zdaj, s tem je tako, ne? Ko je ilustrator obenem kot avtor besedila, je pravzaprav logično in neizogibno, da je njegova likovna govorica poezija, njegove besedne govorice. Ne samo, da se dopolnjujeta, dejansko sta pač dva izrastka enake osebne poetike, recimo. Ne? In seveda sem z velikim veseljem sem najprej pogledala ilustracije, kar se mi zdi, poskušala sem jo gledati, tako kot je ona najbolj ustvarjala z vidika otroka. Otrok bo najbolj šel gledati ilustracije, še potem pa ne brati. Kar pa tako da to je, kar pa zadeva samo prevajanje, je pa vendarle pač melodija tistega ton najbolj važen, pa seveda bistveno je. Kot pri vsakem prevodu, ampak pri prevodih za otroke še toliko bolj, da zveni naravno. Da zveni naravno in to je bistveno. Še nekaj vprašati? Pravzaprav, to ste tako lepo povedali. Želela sem vas vprašati, glede na to, da je ta slikanica pravzaprav zelo kratka, zgodba je kratka, je najbolj še toliko bolj pomembno, da ima vsaka beseda neko težo. Tako da mogoče beseda o tem, pa še malo o temi, o čem sploh govori ta zgodba, kako jo ste jo vi doživljali kot prevajalka. Ja, meni je ta Sibylle Delacroix sploh zelo ljuba, ker je letos je stara 50 let, če se ne motim, ampak to ne igra vloge. To vidiš, da je človek, ki je, ona bo vedno dekle, ona ni pozabila, kako je biti otrok in pubertetnik. Prav ponotranjeno ni pozabila tega, ni pozabila bridkosti, ni pozabila lepote in poezije, to se vidi iz njenega pisanja in risanja, zato so tako nežne, pa duhovite tudi, pa tudi, znajo biti žalostne, ampak tako pristne so, In kaj ste me že vprašali? Malo o temi. Tema, ta snežne sanje, da se že veliko pove samo. To sta fantek, bratec in sestrca, v originalu se imenujeta Ulysse pa Lucie, se pravi Odisej, ker pa njih ni tako redko ime, ampak v slovenščini bi bilo nemogoče. Poleg tega je Lucie pa Ulysse je pravzaprav vrste anagram, mislim, zvočno enako. Mi smo se odločili za to, da morate imeti oba, da mora vezati z te zvočne sorodnosti, da jo raj veže na boje svetlobe in sta zato svit in lučka. No in Svit in lučka sta zelo žalostna, ker je že božič, pa še zmed nekje snega in sneg mora biti. In potem se poskušata potolažiti z eno snežno to kroglo, ki me je podarila, mislim, da je babica. Gresta v posteljo in stresata tisto snežno kroglo in potem se začnejo dogajati čudne stvari. A so to sanje? Ali bolj verjetno to, da otrok ne loči med mogočim in nemogočim in mogoče ta ločnica v resnici ne obstaja. Ampak kakorkoli, to je to, kratka je, ampak nenavadne dogodivščine, ki ti jih prinese želja po snegu ali po čimerkoli pravzaprav. Jaz mislim, da ste res tako lepo zdaj ubesedili to zgodbo, ker je kratka, ampak v resnici v sebi ima pa toliko nežnosti in to, kar ste prej omenili, da ko bereš otroku,
osredotočen si na besedilo in če včasih, vsaj pri nas je tako, roka malo zaide na ilustracijo, že reče roko stran, da vidim, kaj se dogaja, ne? In to priča o tem, kako zelo so res pomembne. Ja, v zvezi z jezikom bi pa sam to rekla, ker to ne pozabim nobene priložnosti, ne zamudim, da to svoje gonam. Jaz se nasplošno v vseh prevodih za otroke pa sploh se izogibam določenih besed. In to so ter pa toda, ker jih živ človek ne uporablja. A ste kdaj slišali koga reči toda v živo, ne, ali pa ter, ne? In včasih je kakšnim lektorjem je včasih to težko dopovedati. Enkrat sem imela celo primer, tukaj v tej založbi, ko mi je 3 leta star otrok je govoril v knjigi, pa mi je napisala, popravlja moj ampak, to da očka, kater 3-leten otrok pa rekel, to da očka, za Božjo voljo. Skratka, no, sam to sem še hotela poudariti, da mora biti organska, naravna govorica za otroke pa sploh. Mislim pa tudi, da je zelo pomemben, da če se pojavi kaj takega, kar mogoče presega otrokovo raven, tisto, kar že pozna, ne poenostavljati. Ponudimo od časa do časa kakšno stopničko, s katero bo lahko zrastel. Zase vem, da sem se kot otrok največ naučila, ravno ko sem videla beseda, ki je nisem poznala, je strmela vame, ja, ampak tako sem se jaz naučila. In celo naupujem sem na ta način usvojila, ne. Če skozi človeku, če skozi otrokom, ne vem, gladaš pot, potem bodo vedno ostali na isti ravni. Ne bodo rasli. Svoj prid bo končala. Super ste povedali in naj še jaz rečem, da mi je bilo zelo dragoceno, ko so si veliko dopisovali, tudi če je šlo samo za eno besedo, ne? In ste res ustrajali pri svojem in ste tako dobro znali zagovarjati za to, ne, točno povedati, zakaj. Zdaj, ko ste še v živo povedali, vas tudi še lažje razumem, no. Jaz mislim, da je en tak res čudovit rezultat pred nami in upam, no, vse vabim k nakupu, ker bo Božič še lepši s tako lepo zgodbo. Barbara, predajam tebi besedo. Ja, v zadnjem času veliko govorimo o pomenu skupnega branja z otrokom. V branju se namreč med staršem in otrokom plete neizbesljiva vez zaupanja in pripadnosti. Kje vsak od vas vidi vrednost otroške knjige ali slikanice? Zakaj je tudi v digitalnem času oziroma še zlasti v digitalnem času pomembno brati otroku ali z otrokom? Pa bi mogoče kar vas vprašala najprej, gospod Nared. Ja, to je pač svet, ki ga verjetno vsi potrebujemo, ki ga poznamo. Naš svet je miselni svet in komunikacija poteka prek sporočil. In knjiga je eno lepo sporočilo, ker drugače v današnjem času so, kako se temu reče, alternative pač ekran, kar je pa za vse te naše otroke, velikokrat tudi za starejše, preobremenjujoče oziroma preveč ga je. Knjiga je pa taka lušna stvar, ki te počaka, ki te ne priganja, ki ti ne ponuja reklam, ki ti, veste, eni na časopisu, ko berijo časopis, pa začnejo z roko večati črke. Se pravi, to ne vem, koliko je, ampak knjiga je pač knjiga. Knjiga je lepa stvar in zato tudi je pomembno, da to prenašamo otrokom. Saj Slovenci smo znani po tem, da imamo jim veliko knjig in dobre knjige in radi imamo knjige, to je stara tradicija. Na nas pa je, da damo to otrokom v roke in da jih tu starejši naučimo, da je knjiga lepa stvar, vredna stvar, ki ima v sebi veliko izkušenj, ki ima veliko znanja, ki ima veliko lepih stvari, tudi če so naporne, tudi če so težke, ampak nam posedujejo modrosti, katerih sami verjetno ne bomo tako hitro osvojili. Knjiga je vsaj meni, no, ena osnovna stvar za dojemanje sveta, poleg gledanja seveda, poleg izkustva.
film nam ne bo dal toliko, koliko nam lahko da knjiga, s tem, da lahko na drugačen način premišljamo stvari, noben ne bo vstal filma, da bo premišljeval o enem stavku ali pa da bo zvrtel nazaj film, da bo še enkrat slišal, če nekaj ni slišal. Pri knjigi se da ustaviš, pri knjigi lahko brez težav istočasno obdeluješ tudi svoja čustva, pač nekaš brati, te odnese in potem lahko nadaljuješ, ko veš, kakšen odnos do tega zavzameš. V knjigi ali vedno uspajam s filmom, z računalnikom, z YouTubeom, s čemrkoli. Tako da to je pomembna stvar. Na poseben način je govorica tista, ki nas je naredila ljudi in mi s tem tudi hranimo našo človeškost. Jaz tega ne morem ločiti ne morem reči drugače. V začetku je bila beseda, tako da to so lepe stvari. Res je zelo lepo povedano. Kje pa vi, gospa Eva, vidite vrednost otroške knjige oziroma pomen branja? Kaj se vam zdi najbolj pomembno? Če bom imela še kaj za dodati, je bilo tako lepo povedano zdaj. Vse to dobijo nek besedni zaklad, širino, pravličnost, v izmišljene stvari, nagajive, take ali drugačne. Čisto iz praktičnega pogleda lahko povem, jaz imam 2 in 4 leta stara fanta, pa vsak večer preberemo, kaj imata sicer kar rada neke ustaljene knjigce, ampak pol zmeraj jaz kaj predlagam še kako novo, pa se ne preupirata, pa začnem, pa preberem en stavek, pa drugi pa že gledata, kaj bo naprej, kaj pa pol, in jih toliko potegne noter in še naslednji dan se pogovarjamo o teh stvarih, kakšna nova beseda pride ven. Veliko pomeni. Hvala, pa predajam še vam besedo. Jaz predvsem mislim, da je treba se zavedati, da nič ne more nadomestiti 4-dimenzionalnega sveta. In da so dokazano, kakšno škodo dela spoznavanje sveta otrokom, spoznavanje sveta dvodimenzionalno, to je dokazano. Tako da že po tej plati, to, da spoznava, da ima interakcijo s 3-dimenzionalnimi predmeti v 4-dimenzionalnem svetu, že to je neprecenljivo. Po drugi strani pa seveda branje. Branje je to, da ti nekdo bere, ko si nekaj otrok. Zgodbe so od pradavnine način zdravljenja človekovih ran in strahov. Skozi zgodbe so si ljudje podajali in se oblikovali in svojo zgodovino oblikovali. In to je, ko ti nekdo bere, ko si majhen in ti nekdo bere zgodbo, je to način komunikacije, ki ga ne more, spet način komunikacije, ki ga nič ne more nadomestiti, po mojem. Tako da, ne gre, mislim, da se človek se ne more navadati, ne more preklopiti recimo samo na digitalno, pa da bo ostal neokrnjen. Ne bo ostal neokrnjen. Mogoče zaradi tega ne bo kakšne katastrofe, ali pa tudi bo, ampak neokrnjen gotovo ne bo ostal. Mora ostati zakoreninjen v 3- in 4-dimenzionalnem svetu in v tej komunikaciji starši skozi te zgodbe, ki od začetka časov hranijo človeka in celijo njegove rane. Večer se je povedal. Nima več za dodati, res ne. Morda kako besedo? Čisto na kratko. Ja, knjiga me diši, računalnik pa ne. Tudi to zelo lepo povedano. Ja, res je. Če nisem se že pogubno računalnik. Ne, knjigo pa ja. Res zelo lepo povedano.
Cenjeni gostje, vsem se prisrčno zahvaljujeva za vaše misli, ki ste jih delili z nami, pa tudi sodelovanje ob nastajanju danes predstavljenih otroških knjig. Verjameva, da bodo razveselili marsikatero otroško srce. Želiva vam še naprej veliko uspeha na vaši poti ustvarjanja. Tudi vam, drage obiskovalke in cenjeni obiskovalci, tudi otroci, imamo jih nekaj, se najlepše zahvaljujeva za obisk in vas vabiva, da z nakupom podprete delo naših gostov. Po dogodku pa tudi seveda lepo vabljeni, da se še za nekaj trenutkov zadržite v naši družbi. Vsem pa želim lep večer in obilo dobrih knjig v tem čarobnem jesenskem času. Hvala lepa.